Če lahko na kratko predstavite vašo skupino, odkot ste, koliko časa že deluje ta skupina? Mi smo folklorna skupina Zeleni Jurij Črnomelj. Skupaj delujemo v tej postavi že dobrih 10 let. Je pa sama skupina stara 35 let, ampak je bila vmes ena prekinitev, tako da mi zdaj to nadaljujemo. So kakšne omejitve glede starosti članov ali kako je to? Naj bi bili nad 15 let stari, ko se nam pridružijo. Nad 15 in potem do? Vsako leto se viša meja. Sem videla, da ste precej mladi. Nimamo starostne omejitve, ampak nekako smo mladi začeli, prihajajo mlajši člani, mi se pa staramo. In lahko malo razložite, kako je to obredje Zelenega Jurija? Obredje Zelenega Jurija je eno najstarejših zapisanih slovanskih obredij. Ima mitološki pomen, v bistvu prehajanja pomladi, v bistvu cikel celega letnega časa. Jure, ko pride, prinese pomlad, zelenje, nova rojstva in on gre, v bistvu kroži. Pride na zemljo in gre nekam v podzemlje. V bistvu, če bi zdaj razlagala pomen celega besedila, tega obredja je kar dolga zgodba in dosti teorij. En stavek se ponavlja večkrat, da se ga Aha, Kira les. Ja, kaj pomeni to? To predvidevajo, da prihaja iz latinščine Kyrie eleison, nekaj takega, kar naj bi pomenilo Bog usmili se. Ko so se zmešale stare vere s krščanstvom, so potem neka taka obredja ostala. Pomeni pa dejansko celo to obredje čaščenje pomladi, zelenja, kot neka prošnja za rodovitno letino. In to poteka kdaj, datum, kateri je? Originalno je Jurjevo 22. oziroma 23. april. Takrat začenja vse, mislim, takrat je večinoma vse že zeleno in zaradi tega takrat praznujemo praznik pomladi. In kako poteka to? Se dobi skupina mladih in kaj naredijo potem? Mi dan pred našim obredjem pripravimo Zelenega Jurija, ki se ga naredi iz brezovih vej. Koš se naredi iz leskovih debel. To se skupaj zvije, zveže se šope in se pritrdi na ta koš. In naslednji dan, ko imamo, navadno je to dopoldne obredje, se zapoje in zapleše juretu in se ga nato vrže v vodo. V bistvu spet ga zalijemo, kot da bi bil še naprej zelen. In pobirate tudi darove, ali kako je to? Ja, to je pa, prej ste lahko videli to pastirsko obredje, obredje Zelenega Jurija. Drugi dve pesmi, Aj zelena in pa Most, so pa del črnomaljskega obredja. In v Mostu se dela kot neko norčevanje iz gospode. Na koncu se naredi zajetje in ta gospoda se mora odkupiti, da se jih pusti iz našega kroga. Na tak način se pobira darove. Drugače pa se ne hodi po hišah, recimo, pobira? Ne, mi ne. So pa včasih to otroci, oziroma to je del pastirskih obredij, ampak mi tega ne počnemo. Dobro. Po kakih vaseh boste pa to še našli, pa kolednike pa. Prav, hvala lepa. Hočete dodati še kaj? Ne spomnim se zdaj nič takega. Mislim, da smo vprašali vse.